No, danes si bomo pogledali trditve izvira, ki opozarja na točno to. Gre za analizo precej resnih očitkov o skritem financiranju in sistemskih napakah, ki naj bi, po mnenju vira, spodkopavale same volitve. Ne samo pri nas, ampak po celi Evropski uniji. Torej, vse skupaj se vrti okoli enega, ampak res temeljnega vprašanja. So volitve vnaprej odločene? To je, roko na srce, precej provokativna misel, kaj ne? Ampak točno to je vprašanje, ki ga postavlja vir, in danes se bomo poglobili v konkretne očitke, ki naj bi to tezo podpirali. In kaj je sprožilo to celotno debato? Tale številka. Več kot 600 tisoč evrov. Toliko naj bi Evropska komisija nakazala neki medijski mreži in to tik po evropskih volitvah leta 2024. Vir trdi, da to ni kar neka birokratska malenkost, ne, to naj bi bil simptom nečesa večjega, nečesa, kar postavlja pod vprašaj nevtralnost samih evropskih institucij. Pa poglejmo, kako se bomo lotili te analize. Najprej si bomo ogledali to sporno plačilo in mrežo, ki stoji za njim. Potem se bomo preselili na domača tla v Slovenijo in pogledali, kakšne naj bi bile posledice pri nas. Dotaknili se bomo tudi razpoku v samem volilnem sistemu, si ogledali en konkreten mehanizem politične kontrole in na koncu pridemo do tistega velikega vprašanja. Ali imajo potem volitve sploh še smisel? Dobro, gremo po vrsti. Plačilo, ki odpira vprašanja. Torej, vir trdi naslednje. Evropska unija, ki bi morala biti varuh demokracije, naj bi s financiranjem točno določenih medijskih mrež v bistvu spodkopavala lastne temelje. Se pravi, ko denar vseh nas davkoplačevalcev konča pri organizacijah, za katere vir trdi, da so politično aktivistične, se zaupanje v nevtralnost institucij preprosto sesuje. In katera mreža je to? Gre za OCCRP, ali s polnim imenom Organized Crime and Corruption Reporting Project. In kaj je tukaj problem po mnenju vira? No, navaja se, da ta organizacija dobiva precej denarja od ameriške vlade, recimo preko agencije USAID. Zato vir trdi, da obstajajo tesne povezave z američanskimi interesi. Vir pa ne ostaja samo pri splošnih tvrditvah. Navaja tudi nekaj precej odmevnih primerov, kjer naj bi ta mreža igrala ključno vlogo. Recimo, njihovo poročanje naj bi bilo uporabljeno v prvi ustavni obtožbi zoper Trumpa leta 2019. Se spomnimo afere Ibiza? No, njihovi partnerji naj bi objavili tiste posnetke, ki so zrušili avstrijsko vlado. In čisto nedavno, pred volitvami 2024, naj bi izvajali usklajene kampanje proti evroskeptičnim politikom, ki so jih označevali za, citiram, moskovske agente. In potem je tu še ta izjava, ki jo vir še posebej poudarja. Eden od soustanoviteljev mreže naj bi se kar javno pohvalil, da so odgovorni za padec 5 ali 6 vlad. To za vir ni več samo novinarsko poročanje. Ne, to interpretirajo kot odkrito priznanje, da se grejo neposredno politično akcijo. V redu, ampak kako je vse to povezano z Slovenijo? No, tu vir potegne vzporednico. Trdi, da takšne prakse v tujini seveda mečejo senco dvoma tudi na naš politični prostor. In postavi vprašanje, ali je mogoče, da se tudi pri nas javno mnenje oblikuje s pomočjo medijev, ki so plačani, da dosežejo točno določene politične cilje. In zdaj pridemo do ene res najbolj udarnih trditev vira. Pripravite se. Vir navaja, da naj bi po informacijah iz notranjih virov nekaterih medijev pri nas samo nekje med 3 in 6% poročil temeljilo na resnici. Samo toliko. Vse ostalo naj bi bil konstrukt, umetna realnost, ustvarjena za nadzor nad ljudmi. V bistvu pravi vir, živimo v neki lažni matrici. Dobro, pustimo medije za trenutek in se osredotočimo na sam volilni sistem, ker vir trdi, da težave niso samo zunanje. Pogledati moramo tudi notranje razpoke v sistemu, šibkosti naših institucij, ki naj bi elitam omogočale, da ohranjajo nadzor in manipulirajo s procesom. Samo za osvežitev spomina, kako sploh poteka štetje glasov pri nas. Najprej seveda štetje na voliščih, potem gredo zapisniki na okrajne volilne komisije, od tam naprej na komisije volilnih enot in na koncu Državna volilna komisija DVK objavi končne izide. Sistem ima torej več stopenj, kar naj bi se v teoriji zagotavljalo nadzor.
Ampak tukaj vir opozarja na domnevne težave. Ključna trditev je, da DVK in Vrhovno sodišče v resnici delujeta kot nekakšen filter. Filter, ki izloči politično nezaželene kandidate. Kot problematično izpostavlja tudi dejstvo, da je predsednik DVK hkrati vrhovni sodnik. To naj bi bil jasen konflikt interesov. Poleg tega so tu še očitki o neučinkovitih pritožbah in pa, zanimivo, o zelo visokem številu neveljavnih glasovnic na zadnjih volitvah. Kar 4,4%. Potem je tu še ena stvar, ki jo vir izpostavlja. Tako imenovane županske stranke. Pomislimo, župan bi moral zastopati interese občanov, lokalne skupnosti. Poslanec pa interese volivcev na državni ravni, odgovoren je stranki in državi. Kaj se zgodi, ko je ista oseba oboje? Vir trdi, da pride do konflikta interesov, da se lokalni interesi prenesejo na nacionalno raven, kar naj bi seveda odpiralo vrata klientelizmu. In za ponazoritev imamo tukaj konkreten primer, ki ga navaja vir, Vladimir Prebilič, dolgoletni župan, ki je bil na listi stranke Vesna izvoljen v Evropski parlament. In kaj se je zgodilo kmalu zatem? Napovedal je ustanovitev svoje lastne stranke. Vir to vidi kot šolski primer modela, v katerem govori: uporabiš eno platformo, da prideš do funkcije, potem pa to funkcijo izkoristiš za gradnjo lastne politične moči. Zdaj pa pridemo do še enega domnevnega mehanizma za ohranjanje politične kontrole. Gre za očitke o zlorabi evropskih kohezijskih sredstev. Vir se tukaj osredotoča na obdobje med leti 2020 in 2022. Torej, kdo so bili ključni akterji v tem domnevnem mehanizmu? Vir s prstom kaže na takratno službo vlade za razvoj, SVRK. Ta naj bi bila v središču vsega. Formalno sta jo vodila minister Černač in državna sekretarka Kirbiš-Rojs, ampak nad njima naj bi kot nekakšen strateški nadzornik iz kabineta predsednika vlade stal še dr. Milan Jerovšek. In v čem je bil trik po tvrditvah vira? V tem, da naj bi ustvarili nekakšen usporedni sistem odločanja. Ministrstva, ki bi morala imeti glavno besedo, naj bi postala zgolj tehnični servis, brez prave moči. Glavno besedo pri odločanju o tem, kam bo šel evropski denar za večje projekte, pa naj bi imela izključno SVRK. In kakšen je bil rezultat tega? No, vir trdi, da bilo precej preprosto. Če si bila prava občina, politično usklajena, so bili tvoji projekti odobreni praktično čez noč. Če pa si bila napačna občina, potem so se tvoje vloge izgubljale po predalih, se zatikale v birokraciji ali pa so jih preprosto dali na stran. Sistem, ki naj bi torej služil nagrajevanju zvestih in kaznovanju nepokornih. In tako pridemo do konca in do tistega velikega vprašanja. Ko se sešteje vse te očitke, ki jih navaja vir, od vplivanja iz tujine do notranjih napak v sistemu, se logično postavi vprašanje, ali imajo volitve sploh še smisel. Ampak vir ne ostane samo pri tem vprašanju, ponudi tudi poziv k akciji. Torej, ni vse tako črno, vir ponuja tudi nekaj predlogov za rešitev. Kaj predlaga? Recimo ustanovitev javnega registra, da bi se točno videlo, kdo financira medije. Potem reformo DVK, iz katere bi morali po njihovem mnenju izločiti vrhovne sodnike. Pa ustanovitev nekega novega, neodvisnega nadzornega organa. Seveda, krepitev medijske pismenosti in pa, kar je morda najpomembneje, nenehno zahtevanje resnice, odgovornosti in transparentnosti od vseh nas. In na čem temelji vsa ta argumentacija na naši ustavi? 3. člen pravi čisto jasno: oblast v Sloveniji ima ljudstvo. Ljudstvo jo izvršuje neposredno in z volitvami. Torej, če so volitve to glavno orodje ljudstva, kakorkoli prirejene ali podupljivi, ki niso demokratični, potem je po mnenju vira kršeno samo srce naše ustavne ureditve. In za sam konec vprašanje, ki ga vir pušča odprtega za razmislek: je demokracija nekaj samoumevnega, nekaj, kar preprosto je, ali pa jo je treba nehano braniti? Je to nekakšen boj, ki zahteva aktivne, ozaveščene ljudi? To je morda ključno sporočilo te celotne analize.